Rekel si, da greš v kino? Po vsej verjetnosti. Kaj pa že? Bom se še odločil med dvemi filmi. Odvisno od družbe. Ti prideš tja in niti ne veš, kaj je? Ne, jaz vem, kaj sem prej pogledal na spored. Sam glede na to, da se bo najbrž oddaja predvajala drug termin, kot je snemala, pa mogoče lih ta film na več kino, pa brez veze, da govorim. Ne, da nam fake promo dela. Enim drugim razen sebe, kar bom pa mogoče razložil. Itak se bomo danes dotaknili različnih tem. Mava 1 uro. Mava 1 uro, dobrodošli na podcastu UF. Morate vedeti, da zdaj je bilo pa tako burnih 2 meseca, odkar smo zadnjo epizodo posneli. 2 meseca nazaj, oziroma 2,5, ne 50. 2,5 meseca nazaj smo posneli zadnjo epizodo, glih zaradi tega, ker se nam je dogajalo neke osebne stvari, poslovne stvari in ker smo tudi rabili, realno povedano, tudi malo diha. Nekaj svežega. Ne, nekaj svežega, definitivno. Imamo artista, ki je vedno fresh obaj. Se pravi, ti lahko rekel zdaj, da si že v bistvu Kranjčan? Ja, glede na to, da sem rojen v Kranju, kar pa je ful šteje, ker zdaj tudi živim v Kranju že kar nekaj let. Po mojem mi, če dovolite, vsi Kranjčani, ja ne? Ja, valjda. Ja, koliko se ti razlikuje Kranj pa Ljubljana po samo kakovosti življenja? Kaj bi ti rekel? Tako, meni se Kranj tako, bolj mi je umirjen kot Ljubljana, kar mi je v bistvu paše, zato sem tle. Ful imam rad še zmeri Ljubljano, seveda grem tja, ampak tako malo mi je živčno, ne? Recimo na daljši rok govorim. Tako da vsakeč, ko grem pa nazaj domov v Kranj, je tako šanti. Sprav, mir. Lej, cool je, Kranj je super, ena taka, vse veš, križišče raznih sotoči energij. Ja. In tudi geografsko, lej, ni čuden, da sem tle rojen po en stran. A si kaj preverjal prav te energije tako v Kranju? Pa ne. Ne, sem mislil zdaj, da skoraj ne, ampak si se čuti, lej, tle ga zavajba dol v Alp, zrak imamo čist, voda itak. Tle Ljubljana je pa že malo bolj, tight, malo je bolj tako skompresirana z vseh strani. Lej, Dalaj, jaz ti bom rekel Dalaj. Idim prav, sam boš pa tudi povedal razlog, zakaj, ampak ti si dejansko en izmed prvih, bom rekel, znanih oziroma artistov, hip-hop artistov, zaradi katerega je večinoma slovenskih izvajalcev sploh dobil feeling, kaj pomeni hip-hop tistega leta, ki si začel. Se pravi, imel si veliko nekih hitov, bil si takrat obraz te naše scene. Jaz se te spomnim po komadu Burek, tako da pač to je nek komad, ki bo tebe, ne glede na to, karkoli boš v življenju naredil, kjerkoli boš bil, te po temu komadu bodo poznali. Ni res, v Indiji Memben ni potem poznal. Ok, recimo, ampak ne, govorimo zdaj tukaj za slovensko sceno. Dejva se plis malo, kar mene zanima kot lajka, me ful zanima, kje pa si dobil takrat sploh, ko si ti sploh začel repati? Čisto enostavno. Ker mi je bilo cool, všeč. Všeč mi je bil ta music, vibe, v končni fazi prej sem začel sam ustvarjati, sem bil fan te glasbe, pa tudi DJ, pa po moje nek logical progression, veš. Vse je tako vodil, da sem en dan rekel, kot gost DJ v bandu RC Rappers, da model, ti pa narepaš toliko cool, pa še pijan si na vsaki vaji. Tako da daj naslednjič neprijetno vajo, lahko to mi brez tebe, ne. In to je bil model skočer iz Big Fun Mama. S katerim smo vsa ta leta kasneje še zmer kolegi, ampak sem jaz pol prevzel mesto vokalista. In potem smo dropnili ime RC Rappers in naredili funk rap, rock band, metališ z naslovom Heavy Less Wanted. To je bilo v sodelovanju z Jamirkotom, sprav ekipa Radio Jo in Kruj in to. In smo kar furali nekaj časa s tem brandom, bi rekel. Potem sem pa jaz, prepočasno se mi stvari odvijale, tudi glasbeno, mogoče, ker nas je bilo 5 članov v tem bandu, pač klasična neka rock, v bistvu zaseda boben, bas, kitara, vokal, saksofon. In veš, eni bojsi so bili v službah, eni so bili še na faksu, jaz sem bil pa že DJ profesionalno, takrat bolj v K4, pa mogoče Palma, klub Palma.
pod Tivolijem v Ljubljani in mi je bilo prepočasno to ustvarjalno z njimi skupaj sodelovati in sem na eni točki rekel, fantje, blessings, pa sem šel v to samostojno mojo kreativnost. In tle se je Alien že rodil nekako, ne, tako. In imensko in kot en lik. Pa se je pa to počas gradil in kakšno leto kasneje sem imel že to samostojno plato pa zunaj. Ja, ampak kje si ti takrat, kaj si ti Američane poslušal? Kaj nek si mogel dobiti ta influencer? Misliš hip-hop nasplošno? Ja, lej. Jaz sem ta generacija, ker sem že mogoče 1., 2., 3. razred osnovne šole, se je že na radiju tako mal vrtel hip-hopa, prej je bil kakšen funk disco. Jaz spomnim iz otroštva, res to early memories, 3., 4., ki si 3, 4, 5 let star. Na televiziji so se rolali 3 programi v Sloveniji. Se pravi, in ne morete verjeti, takrat je bil disco full, ne? Se pravi, Boney M, ABBA, ta scena. In to je bilo meni full všeč, to je bilo živahno, to je bilo vse, kar tle ni bilo, ne? Se pravi, tam je en vesel folk, full se pleše, ti odštekani neki črnci, to, a veš, ta nek tropski moment, bila je serija Sandokan z onim turbani in tam na enih tropskih otokih, to je bilo vse. In meni je fantazija močno delala, ne. In še posebej, ker en del, kako bi rekel, moja mama je iz Obale doma in sem imel ta vpliv malo Italije, ne, in sem še s tem dobil en močnejši, en tak vibe te mednarodne scene, ne. S tem, da v bistvu, pa tudi moj stric je pa iz enega benda bil, ker so tudi tak funk, rock, pop igrali, ne. In to je bil band September takrat. Tako da meni je bilo to nekako, nam rekel, položeno zipko, ampak mogoče ob zipko, ne. In lih mamin sošolci, zanimivo je pa tle iz Kranja, so best friendi še zmer vsa ta leta, tako da smo mi dosti tlele bili prisotni skozi otroštvo. A veš, tako da meni Kranj neki novega, ne. Si to tu meniš v komadih doska tudi Kranj, si to meniš? Mislim, takrat rečemo, v mestu nekaj dogaja, sicer živimo v Ljubljani, pač nisem iz Kranja, ne. Zdaj, kaj repamo ta komad, pač zdaj sem iz Kranja, ne. Pač dober se je rimal, ne. Hkrati pa, ne vem, takrat sem bil tako ponosen Ljubljančan in je bilo, a veš. Ja, se veš, kot vsak reper, ne. Ja, teritorialen. Moj neighborhood, ne. Sam takrat je bil neighborhood Ljubljana, a veš, ni bilo toliko pomemben. Skire ulice si, mislim, skire ulice si sploh, a veš, ni bilo Rožna dolina down the place, a veš. Ja, no, ipak sem živel v Rožni, s tem pa še zanimivo, ker sem pa plato končeval, sem se pa že v center preselil, tako da mi je bilo, a veš, da je bilo weird, ne. Fuck, sem Rožno dal na mapo, zdaj sem pa v centru Ljubljane. Mislim, kakšno mapo, se je, veš, se vsi ve. Ja, ampak dobro, to je ta žargon, pač, oziroma tako se repari itak, a ne. Ja. Vse to je to. Tako da vprašal si me pa še, da navežem komad Burek, ne. Lej, to je bil joke. Ta komad je lih toliko manjkal, da ne bil na plati, ker se ni smatrali, da to resen komad. Ne, mi smo hodili tako true rap, NWA, Public Enemy, plato v slovenščini. Govorim mi, ta ekipa, ki je bila z mano, ki so sodelovali. In hard rime in šok nares. Šok namen, da se dobesedno verbalno pofuka ušesa, kar se da pofukati. Na hard. Slišal, Fifth. Slišal. Ja. In to je uspel. Ja. Tako da so padle prve cenzure, dosti hiter, se pravi komadov Leva scena Stremecki se pol ni rolal, plus tudi drugi komadi, o katerih kaj povemo, se pravi od koga za koga je komad naslov. Tako da je dejansko Burek bil pa soft verzija tistega, kar je bilo folku res všeč, razen da ta komad ni imel kletvic. Tako da je dejansko ta komad bil edini spremljiv nekako za radio, tudi na dolgi rok govorimo, ne. Pol druga plata je bila pa lažji, ne. Druga plata je bila bolj happy positive, ker prva, se pravi Smetana za frende, na levi sceni sem pa pač dal vse svoje jezo in frustracije noter. In to je to. A ti kdaj imam plesenjak v letu, pa rekel, kva si mi rekel? Misliš v live? Tako, ne, pač mi smo jaz sem, ker sem to slišal prvo, meni bo to najbolj tako, najjače. Meni bo to takrat kambeni tako leto. Meni bo to najjače, prav, da nam štija. A zastopaš? Mislim, kar se tiče zgodbe z Jan Plestenjakom, bi lahko imela še eno oddajo, ampak čisto kratka verzija. Dej vpišma. Na ta način, ki smo pravi, ne, on je nikoli v letu ne, on je v intervju dal
Ampak, ko je šel mimo, spet kratka verzija. Sva zakopala bojno sekiro, zdaj pa je tako nekako z listjem zakrita. Ampak še kar malo seva ven. Mislim, da zdaj niti njemu, niti meni važen, kaj je bilo, kaj ni bilo. Je pa smešna zgodba ostala iz tega ven. No. Tako da, Jan, če gledaš, daj. Ja, veš, kaj je še zanimivo? Da je recimo pač prva plata bila snemana v Dekanih, kjer je spet ta imenovani pač stric imel studio. In leva scena. Ja. Potem je pa Jan Plestenjak tudi v tem studiu snemal naslednjih 3 do 5 albumov, jaz pa nikoli več. Tako da jaz sem dejansko black sheep of the family nekako, ker sem se pol toliko odmaknil te family, da ne, imam nov priimek svoj, imam nov ime, tako da jaz sem druga oseba, ni to več isti človek. Ampak, da na te mislili, da jih humor šel kam drugam. Ne, to recimo, ko govoriš isti človek. Dajmo to razložiti, zato ker še mu to ni čisto. Ja, meni veš, je jasno, kaj catch, ne? Tako bom rekel, ne? Folk pozna ta lik Ali N, ne? In to je tako, kaj en igralec v enem filmu. To je Johnny Bravo, varianta. Ja, samo da Johnny Bravo je zmeri isti lik. Okay. Ne? Zdaj pa, če bi bil igralec, ki igra Johnny Bravo, te pa drugač. Ne? Okay. Ne? In zdaj tle, Alien je prva plata, tisti, ki ste ostali pri prvi, so žalje, ki so pol še drugi projekti. Ne? Zdaj jaz kot igralec sem šel pa pol naprej, ne? Ker je Alien bila druga plata, Smetana za frende, ki pa čist po svoje kontra, ne? Je happy, pozitiv, kaj se zdaj da narediti, nismo več toliko jezni, čeprav imamo komade full ostre tudi tam, ampak se da to na drug. A veš, kaj bi rekel, lej, tako, se veš, pol prazen ali pol poln kozarc. Kako ga vidiš, ne? Odvisno od človeka, ne? In če smo tam dali ven frustracijo, kaj pa zdaj lahko dobrega naredimo, ne? A veš, sej Slovenci imamo full tendenco pizditi en čez drugega. To je v bistvu dosti simpel, pa lahko. Ampak teže biti bo svoj good guy, pa kaj iz tega narediti, ker nekako folk to až manj je žgečkljivo po eni strani, ne? Mogoče, ampak dejansko tako, ženski aspekt, se pravi, ženske bolj pozitivno sprejemajo pozitivno, valjda. Ampak takrat motherfucking levo sceno bilo treba narediti in seveda je bilo občinstvo tako, bolj je bilo moško, ampak dejansko so ženske bolj potih pa naskrivaj to poslušale, ker zdaj izvem kasneje čez leta, da smo te že takrat tudi ful poslušali. Ne? Stokale. Ja, ne stokale, ampak tako naskrivaj. Z enim, kaj pa je to? A veš, ker tega ni bilo tako, ne? Ja. Až punk je lih počasi izumiral, sorry punkeri, nič proti vam. In ko je prišel ta lik na sceno, hip-hop je v bistvu folk začel poslušati spet na nov način glasbo, neki metalci so poslušali recimo levo sceno, hardkorovci. A veš, folk z različnih socialnih in okolij in interesov je prišel skupaj, ki jih je zanimalo, ker v bistvu se je zelo netipična rap plata, a veš, format je rap, ne, ampak podlage so live music, ne, vse so loopi, ne, ampak loopi so zato, ker pač bobnar mogoče preveč stane v studiu, ne, za tista 2 meseca, ker takrat nismo doma producirali, takrat si mogel najeti ure studija, tudi če bil studio strica, so bile ure drage, ker pač so bili še drugi ljudje, ki so delali v studiu, takrat je bil Rudi Korošec in a veš, si mogel kar malo selekcionirati finančno svoj čas, ne? In se pozna. Dosti bolj efektiven, kot si danes, po mojem. Ja, moraš iti zelo redi v studio, če nimaš full velikega budžeta oziroma založbe. In ker sem jaz to delal večinoma brez založbe, sem bil unknown, ne? Tako da na hitro smo posneli. Tista plata je bila v 10 dnevih dobesedno posneta, pa zmiksana. Plus eni 3 komadi so bili dodani, en je bil prej posnet v studiu Cankarjevega doma, se pravi takšnega dneva pa še ne, plus 2 komada, če smo res toliko natančni, sta bila v studiu Kif posneta kasneje, a ne. Žarepak, WhatsApp. On recimo Murphy je zdaj producira, tokrat kasneje. Tako, a veš, tako da eni liki so še kar na sceni, oziroma ne, jaz se Žare zdaj šele najboljš naučil miksati, tako on prav, ma se hecam. A veš, se vmes so snemali Tabuje, pa tako pri njemu, tako da
Ja, jaz sem se pa recimo od takrat do zdaj naučil pa sam producirati, tako da Quad CD, tlele imate, to je moja 6. samostojna plošča in je spet toliko v celoti izdelek moj, da je in dizajn moj, razen je par gostov, ker jaz ne igram live instrumentov, pač miško klikam, kar pretegnem, tako kot najbrž vsake zdaj muziko ustvarja in brusimo ta sound, veš, to je to. Se pravi, naredil si dizajn, cover, bomo rekli, miksov tudi sam. Cel mix, samo mastering je okay. Pa to rulo naredil, recimo. Ja. Vokale posnel, pač vse. Ja, no se to si imel potem totalno svobodo, kar se tiče res ustvarjanja, mogoče iskanja novega sounda. Tako, svojega sounda, to rekla. Lej, mogoče, tako bom rekel, kar se tiče energetsko, je zelo smetani za frende podobna plata, ful vesela po svoje, hkrati tudi zelo kritična na ene momente, ampak ta kritika zapakira na ful mogoče bolj nek poslušljiv način. Pač ni več teh live gitar, kot so bile na prvi plati, ker takrat smo res pač tudi funkcionirali tako, da je bolj bendovsko vse skup. Čeprav še zmeraj ko imamo koncerte, je vse live, ne uporabljamo samplov, vsaj jih nikoli nismo. Je pa res, da sem na prvi turneji kot DJ, sem imel 2 gramofona na odru, tako sem in rapal in scratchal še hkrati. Ker sem mislim, da pol kasneje, ne prej še ni, ne prej v Sloveniji tega ni bilo, ne kasneje. Sicer kakšni reperi so imeli DJ-ja sabo, recimo Kleman ima Simona Stojka, ki je koincidentno tudi član, bil pri meni prvi plati v bistvu založbe, ker njegov oče Simon Stojko je založil pol za tisk, se pravi studijski del je z moje strani. In potem sta v bistvu Tone pa Simon snemala Burek videospot, ampak Burek pač sirni mestni, da ne bo konfuzije, ker je pol še ene par komadov Burek tributov prišlo iz drugih reperskih logov in pesnikov in pevcev. Res bi bil zraven pri snemanju tega spota, moje bo to čisto drugačen čas. Moji so bolj ste pretiravali. Šli smo na ulico, pa smo posneli. Ni bilo drugače. Ni bilo nič tako, ne? Ne, približno smo vedeli, kje lokacije so nam všeč, v njih par frendov si poklical, da so malo džuskali zraven. Kdo je pa snimal? Simon Stojko, fakt. Okay. Tega se jemo sniman, ja. Okay. Dejva se vrniti malo nazaj, ker si rekel... Se so skos nazaj, morava kar naprej. Ne gre naprej. Rekel si, nisem več ista oseba. Ja. Dejva malo to, dej mi malo povej, iz kje to izhajaš? Recimo, ko si 18, 19, 20, ko sem ustvaril prvo plato, zdaj pa skoraj že 30 let kasneje, ne skoraj, zdaj že 30 let kasneje, a veš, toliko več znaš, toliko več veš. To je next level 10, 20, 30, tako ka je, ne vem, ko so igrce upgradane, pa so toliko boljše, pa hitrejše, pa grafike. Ali raj igraš ono kockasto staro igrco. No, na ta način, To mi je najlažje tako razložiti. Pa tudi druge stvari me zanimajo, a veš, ko bi rekel, ne da sem kaj pozabil na muziko ali pa kaj drugega, se je plata praktično nova, čeprav je že dober let pa nekaj mesecev zunaj. Ampak zunaj je tako, da sem jaz dal on hold vso promocijo, tako da dobesedno je to. To je prvi podcast v zvezi s to plato, tako da... Ja. Sorry, Fifce. Ne, keče, da sem drugače itak DJ še skosa, med tem lockdownom sem zelo malo spet začel risati, slikati, ne veliko, ker sem pa v Indiji zelo počel, recimo tam gor imaš tisto sliko, ki je čisto simbolično, lih toliko velika, da sem je dal torbo sabo za tale intervju. To sti gor? Ma neke vrste avtoportretje, a veš, kaj imajo te ruske babuške? Sej to sem hotel reči, jaz to vidim, jaz vidim rusko babuško. Ja, skozi kjero kao, zdaj ne vemo, a je on na njev narisan, nalimana, z njevom bo pršel, ali se bo lih rodil, tle v gostu neke amebe, ki ga hočejo, ga ne morajo doseže. Veš, to je taka malo abstraktna slika. Kobrice, ne? Vidi se, da sem se malo poredil, zdaj že delam na tem, da je 10 kil dol. Čeprav klele je tako, klele je razbacan. Feja, veš. Jaz ne treniram tako, pa tako na slikah. Sem malo jači, a veš. Enih merijo tako, da ima večji avto, jaz pa si narišem sliko. Vse imam enega sumoborca narisanega na steni, tako da... Ja, hočem reči, veliko interesnih področij, sorry, ki to padam beseda. Ne, ja. Definitivno, ja. Artist na vseh področjih. Definitivno je pa ime našega včeraj v Gali Hali DJ. Ja, vidiš. Kaj se začne drug mesec, se pravi april je to. Kaj sem oganil. Ja, definitivno. Kaj sem jak.
Ja, lahko sam. ja. Za vse rap fane, ker na definitivno, nekateri še ne vejo. 3 slovenski močni MC, se pravi, če se lahko malo pohvalim, Okay. Vac, Dačo, pa Recycle Man, lepa. več ali manj rolajo house music, ker nam je to kul. Pa vmes malo letite, verjetno, malo Flovića. Čisto noč. Neč, samo DJ varianta. Strikli DJ, večerje, bam, ja. Hudo. Mislim, ja. Tako da kdo rad pleše. Za skrb. Ja. Koncept je pa od Vala. Val je pa PTČ model. Okay. Ja, tako da... Se pravi, kdaj se to začne, se rekel, naslednji mesec? Aprila, druga polovica. Druga polovica aprila, tako, če nimate za... Ček FB. Ček FB, ja. FB. Veš kaj, intervjuji stane ful dolgo, zdaj pa govoriva, kdaj bo. Ja, ampak mogoče pa to zdaj nima veze. Se pravi, govorimo o april 2022. 2022, mogoče te pa vsakega aprila delali, mogoče pa to dobro, da vsakega aprila to. Mislim, se imamo enega na mesec ponovati. Event, mislim. Ja, ne mogoče, ja, ok. Se pravi, ti si, zdaj, jaz mogoče to razumem, tako. Ti si v Sloveniji vso to slavo imel, se pravi, imel si polha nekih stvari. Pa dajva reči, ja, za slovenske razmere, ja, ljudje ste poznali, imel si koncerte, imel si vse in poj si ti od enkrat se odločil, care, jaz grem v Indijo. Mislim, care tako. Bila je ona recesija okoli leta 2003-2004-2005, 2004-2005. In ni bilo špilov, ni bilo nastopov, nič se ni dogajalo. Ne? In zdaj, če si nek freelancer, pa si odvisen finančno, pa si mogoče že prej razmišljal Slovenija, ni enega napredka kot, ne vem, v lifeu svojemu, a ne? Takrat sva se z Mirando preselila z Rakitne, se pravi, iz Ljubljane, Rakitna v Izolo in iz Izole so planirale kva naprej. In nekako sva se odločila za Indijo. Ja sem rekel, če je isto, kot na Tajskem sadje, pa drevje, pa to, ker na Tajskem nisva hoteli živeti, da je zakopana Indija, ne? Kar je bila zelo odštekana poteza in ker mogoče zdaj recimo, ker vem, ker imam to izkušnjo, se najbrž ne bi v Indijo preselil, mogoče bi se v Kostariko ali kam drugam. Mehika je zanimiva, recimo, sem bil in je full fine. Presekati vse skup, gremo v New Life. In tam je to mesto Auroville, ker smo v bistvu tako počas spoznavali situacijo. Prvo smo najeli hišo dol, čisto tipično kot turist, priješ nekam, ne veš, dobiš ponudbo, pogledaš lokacijo, rečeš, ok, za začetek bo v redu. In pa za ta začetek, 2-3 mesece, začetek bil skoraj 2 leti v tej isti hiši. Ja. Pol je bilo pa treba že z investicijo razmišljati, kaj je zdaj, ker kakorkoli Indija dosti ekonomično, mislim, finančno v redu, ko priješ ti iz Evrope z enim budžetom, pa če hočeš si life dol ustvariti, ker mi nisem prišla dol kot turista, ampak zdaj bomo tle živeli in to je to. Aha, prav, ok. Ja, prodali tle, spakirali na kontejner stvari in gremo. To so bile avanture, kako zdaj z tega kontejnera stvari dobiti sploh na dom, ker tam Indijci hočejo čim več zase. Kaj so pokradali, kaj? Ne pokradali, oni imajo tak postopek, da čim več probajo uradno skozi tebe iztržiti. Se pravi, ležarina kontejnerja, ki ti ga ne dajo takoj ven, kaj je prišel, stane tok pa tok. In to je njim ful dobro. In zdaj ti moraš prek enega agenta, ker ne veš postopka, ti moraš agenta najeti, jaz sem podpisal prazne liste papirja, nisem nekaj, sam zaupaj. In sem zaupal in se je prišlo kul, razen skuter, ki je bil, jaz sem že takrat električni skuter, kao Recycle Man, Life, to je bilo vse planirano, varčno gremo, elektrika, to, ker v teh časih bi se ful splačali meta, so oni zadržali, zato je pa to posebej import taksa za njih. In tega skuter jaz nisem več pol videl v life. Prvo so hodili nenormalno visoko ceno za prvi import tax, pa uvozno takso, mislim, ležarino tax, pa import tax, ker je to pač vehicle za njih, in oni ima pa na, če koliko imajo 130% davka na ceno. In zdaj pazi, oni niso šli, ne vem, on je bil narejen v Singapurju, ali kje je bil že narejen, kjer je bila cena, ne vem, $1000, v Evropi bila cena $200,
se pravi $2,000, se pravi 2,000, oni so pa gledali seveda American market, ne, kjer bi pa $3,000. Se pravi, da bi jaz dobil skuter ven, so oni hoteli 6,700 ali koliko dollars, ne, US. Mislim, čakaj, za ta denar dobiš v Indiji 4 Hondice. Ja. Sicer bencinarje in pač ena Hondico smo pa kupili. In una še dela. Iz 2006 Hondica še piči okoli. Pa na zlatje pa farbana. Ja, tako da kdor ga ima, boh mu požegan. Boh mu bo dvaran. Ker je bila ena zgodba, od cricket champion Indije, enkrat mu je Ferrari podaril avto. In on rekel, ne, kar nazaj ga vzem. Zakaj? Ja, ker takse je toliko, da ga jaz ne rabam imeti, ker jaz nimam tega denarja, da bi si kupil avto. Ja. Tako da sem mu mogel pa še dejansko davke plačati, da je lahko sploh dobil ta avto. Pač so mu hoteli podariti, pa podariti do konca. Ne. Ja, lej. Ok, se pravi, preselil si se v to hišo v Indijo. Ja. Da mi povej, kako je bilo prvo let dol? Povem ime, vasi. Dej. Perja Muda ali Arčavadi. Peri Muda. Skor. In to je bil naš jog, dejansko, v Peri Muda v Čavadi. Kje se to nahaja? To je jugovzhod Indije. Če gledamo na zemljevidu, imamo tle dol Šri Lanko in je čisto malo na Šri Lanko, ampak na indijski obali, nad mestom Pondicherry. Pondicherry je bivša francoska kolonija, se pravi, oni se že zmeraj v šolah učijo poleg angleščine tudi francoščino. In ima avtonomnost. Je avtonomna država Pondicherry, pa ima 2 milijona ljudi, ampak je velikost kot Kranj, mogoče z okoljem, a ne? Ful zanimiv. Kako spraviš 2 milijona ljudi? Ja, v Pondicherry gledaš. Mi smo pa živeli 10 km ven, je pa dežela Tamil Nadu, ki je ful ogromna. Jug Indije zapolnjujete 2 državi. Ena je Tamil Nadu, ena je pa Kerala. Ne? In iz Tamil Nadu izhajajo oni tamilski tigri, veš, ki so bili na Šri Lanki, so imeli štalo. No, oni so tam neki, ko bi rekel, delavci, ki so hodili, ne vem, imamo cajt zdaj za to. Recimo ta artist MIA, ne, veš, kaj je, ne, ta bejba reperka iz Londona, recimo njen oče iz tega okolja, ki so pa na Šri Lanko šli. Pa tak. Mislim, zgodb je nebroj, no. Ja, ampak gdje mi povej, recimo, prvo let, ker ti si prišel v Prvo let je bilo... Sam party, ha? Wow, ne tako. Wow, koliko je odštekan. V kakšnem smislu? V dobrem. Dej razložimo, kako v dobrem. Ja, lej, ti si bil v Afriki. Ja. Pa da je spolke v zvezi ti. Definitivno. Prašal. A veš, kaj te barve vsekajo? Ja. Wow. Me je bilo sam tako žal, kva nimam 20-30 svojih frendov s sabo, ki bi tle, to bi nam bilo dober. Poznam ta feeling. Pa lih je bilo eno obdobje, ko sem imel tako en kru kolegov, Zek Kru, no, iz Ljubljane, ki so full grafitari, pa tudi drugače multimedijsko, ampak takrat so full grafitari. In potem, kva bi tle lahko naredili? Res darmar. Ampak, lej, ker Indija je tako, še zmer pol reklam se na roko nariše. Ne, slikopleskarstvo je dol, ibermočen biznis. Mislim, tako je, Indija ima ful prostora in je ful zidov. In ti zidove je treba porisati, ne, ker za njih je to oglaševalski prostor. In ni toliko grdih džambotov, kot jih je zdaj tle pri nas, ker meni je to odurno odvratno, dol jih je džambotov. Sam sem bil tako, doskrat sem si rekel, God bless, hvala, da ne znam brati, kva oni. A veš, si predstavljaš, če sta 2 zaročenca. Neki prodajo ali poročno obleko, ali dragulje, ali neki. Včasih tudi sam, ne vem, najem prostora, poroke so dol full business. Recimo, ni diskoteke 100 km, ampak marriage hall, jih je pa 3000 na istem tem področju, ki je mogoče en disko. Kaj pa to? Ker njihov glavni žur je v poročnih halah, ne. In sem videl tudi bende špilati na porokah in tako. Mislim, čist drugače je pri nas. Prvo stopiš dol je vroče z aviona, ne? Pol cesta okolo obrnjena, se pravi, tako Angleži, levo, desno. To nisem vedel. Ja. Več ali manj vse angleške kolonije imajo angleški način vožnje. Recimo, Japonci imajo tudi obrnjeno. Tako da to te takoj prešalta, moš tako in paziti in razmišljati in biti, veš, tako. Awareness, kao.
Ja, ker ti ti pogledaš na cesto, ko greš v Sloveniji, pogledaš tako, pa tako, tam moraš pa obratno gledati. Tam moraš itak ekstra gledati, ker folk ne daje, ne žmigavcev, se pa trop. 6-pasovanca je enopasovanca. Če imaš srečo, da je 6-pasovanca. Tako v Kamerunu ena cesta, 10 ljudi gor. Ja. Levo, desno, gor. Ja, pa tudi verjetno je tako. Tudi obrnen, kdaj. Ja, verjetno. Tudi malo se zmotijo. Ja, ali pa pač prehitevajo. Na srečo je pa ful manj. Ja. Noro. Moji so tako navajeni voziti. V teh. Folk je tam bolj je on point, bolj je. A veš, ni toliko omejitev, ne 40-50. Zdaj tle, ko so omejitve v Sloveniji, jaz že tako vozim. Ja. Meni se zdi ful nevaren počas voziti. Ja, pa ceste so prazne. Ker nisi red, a veš, ker nisi toliko, ne vem, zbujen. Ja. Veš, če voziš 60, 70 do 90, si vsaj v akciji neki. Tele med vasitom, takole 40, 50, šaltaš, porabljaš več goriva, nasnažuješ več grdih džambo, to moraš videti za to. Ne, res. Prva stvar v Sloveniji, ko bi odmaknil, bi vse džambo v kinu. Ali pa bi dal... Na Lanzarote imaš tako, če si bil. Pa še, viš, ki je še v eni južnoameriški državi so jih prav prepovedali. Ja, tam pa mod, pa so nevarno. Jaz gledam džambo, lepa bejba, naga skorga. Ja. Bremza, ki je untle že... Ja, informacije ti daje, ti moraš biti fokusiran. Tako da, ali bi dal pa ful neko strogo komisijo, kva na džambo ti sploh lahko je, da so samo 3 stvari gor, ne pa 500,000 grdih ne, res jih je, stvari, res. Pozornost. Ja. Tako da zelo je neestetska Slovenija, kar se vsaj tega tiče. Kako se pa ti povedal, recimo, ok, se pravi, oni govorijo angleško, se pravi v Indiji govorijo angleško, da te pomislijo jezik ti niti ni bil tako ovira, da bi se ne mogel sporozumevati z nobenom. Ne veš kaj drugače, ker v bistvu veš, ker smo Slovenci navajeni se izražati tako, kot se, ne moreš na isti način povedati ene stvari. Prvo angleščino moraš downgradati. Na osnovo. Bolj preprost govoriti, da te on razume. Zato, ker oni so navajeni preproste angleščine, ki se niso tako specializirali za jezik. Ne? Oni znajo komunicirati, ampak ne pa tako zahtevno. Ne? Mislim, način govora. Ne? Vse razumejo pa, in že itak na brihtni KP. Ja, pa znanstveniki težki. Zvišeni so tudi, ne? Oni so me razložili, da naduvani, ja. Civilizacija iz Indije, da mi belci. Duvački, ja. Ne, tako, Lisa se mi zdela, res. Mislim, nam rekel, če sem kdaj v life občutil kvazi neko malo rasizma, sem ga v Indiji. Ampak tako ne veliko, sem tako kao, dajmo kaj ti si bec. Ampak bolj je bilo to tak bolj nek ponos njihov, ne tak, da kao, da mene hočejo, da ti si loser. A ne, mi smo tok. Tako da ti dojem, kdo smo mi. Kar mi je dal misliti in sem pol, veš, se Indija ima 1000 let kulture, ne? Za sabo. Tako da je bilo zanimivo se integrirati noter in lej, Indija imaš samo tako, a ti je ful všeč, a ti pa ni. In jaz sem srečal, mi je ful všeč, če ne bi hitro spakirali, pa kam pa zdaj ta kontejner. Ker to je pa tudi en strošek. Pa. Ja, pa znal, kje je delal? Ja, seveda, kaj pa misliš? Ja, ne vem, da si to zaslužil denarja, da šel dol, sam ne vem. A v lifeu, kot reper v Sloveniji? Aha, ja, me prav zanima. Praš na Sazas, vse objavljen. Ne, okej, ampak kaj si? Čakaj, tako. Prvo, kot DJ-ja smo hitro aktivirali. Samo, da spet ni bilo toliko tega, ne? Ja, seveda, prideš na nek nov področje. Ker je v bistvu, veš kaj, tle ni del Indije, tako kot je Zahod Goa, pa me folk sprašal, jaz bil v Goji. Ne verjamejo, da v 7 letih v lifeu nisem bil v Goji, ker vsi poznajo Goa, ki je najbolj promoviran. Recimo, Goa je tako promoviran sebe, kot indijskim turistom potencialno. You Goa, you will see titties, white girls, you will see. If not, money back guarantee. Ja. Let's go. Recimo, ne? Ja. Let's go, a veš. Okay. Ne, jaz pa sem bil lih na stran Indije, ki ni nekako, mislim, se je turizem, ampak je čist, ni tako panoga, a veš, je usput, ne? Tudi plaže, to ni nič urejen. Plaže so tam od ribičev, ne? To ribiči, če ni res čisto zamazana plaža, ker to je WC lahko, a ne? Ne lahko, je WC, ne? Pazi, tle so jim naredili UNESCO WC-je, ki niso uporabljeni. Ampak WC je še zmeraj na plaži. Tako da pride čiča, dvigne kikalco, ker to je moški nosijo tudi krila dol. Se usede, naredi svoje, se umije in gre. In kar ostane, morje splakne v 2-3 valovih in ti se zdaj tam kopaš.
Cel vesel. Life. Pa morje je dosti čist, ne moreš verjeti. Verjetno bolj kot kjerkoli. Mislim, Skor. Kjerkoli ne, ampak ja. Mogoče druge, ampak... tako da moraš najti dele plaže, ker ni tega, to pomeni, tam, ker ni vasi, pač ni VC-jev, lahko so pa ribiči. To pomeni, da lahko pol plaže sušijo ribe. To pa smrdi kot svina. Sušene ribe na prostem, to pa toliko smrdi. Zdaj pa če še kakšna u nas celina, odkje pride, pa to pomeša res. Tako da so na pol leta ugotovila, kje so prave plaže, pa smo pa kaj hodili. Včasih se moraš malo z motorčkom zapeljati do tja, včasih tudi s taksijem, ker poletje je toliko fucking vroče, da ne moreš. Nimaš tega filtra na koži. Ne moreš biti pa z dolgimi rokavi posod, ta veš pa skos. Tako da ja, poletja so fejs vroča. Kako bilo pa pri tebi v Afriki za uzvrat vprašanje? Za, kaj misliš, Ja, plaž? ne vem, vročinsko, ali pa, kje si bil, recimo, kje deželi si bil? Jaz sem isto, jaz sem v bistvu, ne vem, koliko poznaš Kamerun. Ne, že poznam Kamerun. Kamerun je tako, Kamerun je v Kamerun. bistvu posaharska Afrika, je v istem časovnem pasu kot Kranj, se pravi kot Slovenija, se pravi, da, ampak obrneno, se pravi, ura je ista. To je mi bilo ful dobro. Jaz sem pristal, isto ura je bila v Sloveniji, kot je bila tukaj. Tako da to je ful dobro. Prav sam dol si padel. Tako. Sam dol sem padel. Enaka fora, kot pri tebi. Ko sem jaz stopil na letališče v Doli, Dola je drugo največje mesto v Kamerunu, ekstremno umazano, pa ekstremno, ko bi rekel, getovsko. Se pravi, ker tja ne gre noben kot turist, tam ni turizma. Kako si ti sploh štartov do tjalih? Zakaj Kamerun? Bam. Kamerun zaradi tega, ker sem v svoji karieri iskal nek nov level, nek nov rok, nek nov ime, mogoče tako, kot si ti rekel, da greš stopnjo više. Ja, seveda. Tako in sem v bistvu prišel na neko idejo, seveda s povabilom tiste fundacije tam dol, da dejansko lahko naredim nek dokumentaren film. Prav, oni so te povabili, nekako so te najdeli nek in so te... Tako, oni so me povabili dol. Gre se v bistvu film o tem, da je skupnost borilnih veščin dol zelo majhna, ampak zelo močna. Oni, Kamerunci, imajo trenutno heavyweight championa Francisa Nganoja, ki je človek, ki ima v Guinnessovi knjigi rekordov najbolj izmerjen udarec na svetu. Se pravi, ta človek te zadane z desnico, tako kot Ford Sedan 40 km/h. Sprav, če padeš skejta direkt na glavo, si predstavljam, ja? Bolenca. Boli kot svina. Ja. Tako da v bistvu, Kamerun sam po sebi vroč, nepredvidljiv, dol je tudi vojna. Zdaj pa še za unek, ne vemo, kje je Kamerun na mapi? Kamerun je v bistvu na mapi, če pogledamo Nigerijo, zdaj tisti, ki vejo, kje je Čad pa Nigerija, pod Čadom zraven Nigerije. A ima morje? Seveda. Ima zelo lep morje, imaš morje recimo v Duoli, pristanišče umazano kurcu, imaš pa Kribi, je pa mogoče podobna zadeva, to, kar si ti rekel. Ribiška vasica, plaže, tam tudi folk serije posod. Recimo zanimiva stvar, mi smo se z busom vozili in to je bilo meni ful šok. Jaz sem prišel ven, pač bus ostal, jaz pridem dol iz busa, lepo vono, jaz dam dol hlače, mislim zadrgal, začnem scati in tam ženske pridejo direktno na sred ceste. Fifc, sam dol, kiklo, fras. Noben ne gleda, noben se ne skriva, noben nič. Se pravi, enostavno, enostavno ščijajo. Mislim, v Indiji tudi vidiš žensko, normalno počepa, ne lih sred ceste, ampak se gre ob stran, da je enako kdo povozi. Kle ne jebe, žive sile stari. Ja, lej, tudi ceste, veš, to ni asfalta, ne. Veš, ti moš to vedeti, da to je, Kamerun je ekstremno revna država. To je Balkane samo dust, mi smo skozi govorili, smo skozi v prahu noter. Definitivno ti se vedno voziš po prahu, po skalah, Imel sem tudi nesrečo z motorjem. V katerih mestih si bil? Bil sem v bistvu tako. Jaz sem pristal v Duoli, nisem bil v mestu, kar je na mojo srečo bilo zelo dobro, ker Duola je ekstremno vlažna. In veliko je komarjev, veliko malarije, veliko bolezni in tako naprej. Jaz sem imel ekstremno srečo, da sem bil v kraju Batije, to je pa zahodni del Kameruna. Batije.
ker oni so Francozi. Ne? Ja, se tle so tudi dost vplivali. Ampak Kamerun loč Anglo, ja. pa francosko govoreče. In oni imajo dol konflikt Med sabo in trenutno poteka že 5. leto državljanska vojna. Umrli že več kot 114,000 ljudi, obglavljanja. The worst. Ja, Afrika je tako, no, jaz sem bil pa točno na meji. Se pravi, jaz sem bil pa dejansko 20 km stran od te novo oklicane države. Zdaj pa snemi dokumentarca, ne? Pa uživi še zraven. Tako da smo me zelo, bom rekel... Ampak smejo kaj neke bodyguarde? Ne. V bistvu, imel sem borce, sem imel v bistvu borce. Ampak, glej, Kalašnikov... Ja, ni ga borca, ja. Ni ga borca, ko boš ti to... Verjetno ti tudi v Indiji, verjetno si tudi to doživel, ampak moraš biti zelo samozavesten. Ja, moraš biti. Ja, se pravi, jaz mislim, da nasploh ti, bom rekel, gama posod okol, ko hoče nekoga Evropati, pač nekako izbere nekega šibkega. Ja. Ali pa ne vem, da se moraš vse naraba se lih nositi. Mi poznamo... Ja, prost. Ja, ena Slovenka je prišla dol kasneje z 2 otrokoma in je pač začela tudi živeti v Aurovilu, normalno del tiste njihove community. Mi nismo bili pol direktno z Aurovilom povezani na začetku, smo bili pol kasneje. Pa tam je tipičen rob, ponovadi se spravijo tako, se rekel, na šipke, ona tako zgleda starejša oseba, tako malo bolj suhcana je tudi po videzu. Šla je po eni malo manj prometni poti, dobesedno ne čez džunglo, ker tam ni čist džungla, to je suhotropsko podnebje, se pravi, nimamo ekstremne vlage, ni unga, da teče z tebe, ne, skozi je suho, ampak skozi je vroče, za razliko. No in tam je tako, prpičita 2 modelčka na motorčku zraven, en ima palco v roko, seka njo, bom opisal ta dogodek, pač po roki ona spusti volan, pade dol, ki je na srečo v pesek, tako da se ni niti poškodovala, poberete telefon denarnico, hotela ste jo posiliti, zdaj pa kao ona zelo brihtna oseba, ja, je pa tako, kao, bosta pa AIDS dobila, je rekla. No, to sta ponada, kao toliko izobražena, da navta šla posiliti bejbo, ki ima AIDS, so da ona nima AIDS, ne, ampak nista upala riskirati. Vsak je čas, drgaš, da si to spomnila sploh. Ja, ipak je to ena ženska, ima ful visok intelekt, ne, ne, ampak veš, v kaosu noter, ne. Mislim, zdaj nam njenih življenjskih detajlov razlagal, ampak je imela neko podlago, da je bila... Da je vedela, ne. Ja. Pač njen bivši partner je iz Afrike. Okay, imela močne izkušnje, no. Tako da, ja. No, celej, jaz sem recimo videl dol, kar me je mene šokirala, ne. Parklenen folk. Se pravi, dobesedno recimo, jaz sem sedel... kravo zavezano na pol metra, pa mi je bolela, veš, ne? Tam so pa druge krave cel dan mem hodile, ampak to govorimo o kravah, to niso ljudje. Tako, tukaj pa dejansko, jaz sem sedel recimo od zunaj, kot nek šop, šop, restauracija, restauracija je zelo tak pojem za njih. Ja. Pisa je seveda meno žensko, ki se začne, mislim, pač food store. Ja, ampak ona je bila nariti in se je z rokam premikala naprej. Jaz gledam kot to žensko. Noč ona mene ne pogleda, čist taka, kot da bi bila malo omamljena. Pa jaz ko pravim temu Desmondu, what the fuck is wrong, ne? Pravim, don't ask. Ne sprašuj sploh. To se ne sprašuje. Zaradi tega, ker veš, ampak kaj je bilo? Kako to zgleda? Ne razumem. Ni bila invalidna? Ne. Preklenjena s lisica, mislim, s ketnam. Se pravi, da ni mogla hoditi. Lahko se je samo z rokam premikala. Preklenjena pa zaradi tega. Zdaj so dve variante. Ena varianta je ta, da so jo lokalni, bom rekel, mogoče kot tolpa, nekaj naredila narobe, ali kaj, ne vem kaj, da so jo preklenili in so jo pustili tam primir, pač da se kakorkos bo. Druga stvar je pa, doskrat preklenejo ljudi, ki so malo nori. Veš, dol ni 1-1-2, da boš ti zdaj poklical, temu se je pa zmešal, prid ga iskati. Tega ni. Nam rekel pri nas, pač v Indiji to je. Ja. Ampak veš, in tam dejansko folk jih preklene. Preklene jih za drevo in jih pusti tam. In pa je tako. A boš ti zdaj njega, veš, jaz pa itak, belc, bled, men gadno, a veš, za bejbo, a bi jaz ni pomagal. Prav, don't you dare, prav, tole, karkoli vidiš tukaj, ima neke posledice. Skozi selekcije. Tako, in zelo so vraževerni. No.
skozi mislijo, da jih bo en zastrupil, skozi mislijo, da je nekdo nekoga zastrupil. Bil sem na 3 pogrebih dol v mesecu pa pol, se pravi, veš. Pa kao, teh borcev ali tako te zanimali? Ne, ostanejo borcev, bomo rekli, družina in tako. No, sej, dol je smrt zelo, zelo preprosta. Dol ni smrt, kot prnem. Ljudje umirajo, punčke mlade umirajo, otroci umirajo zaradi hrane, 3/4 in enostavno dol. Pač umrl si čist. Recimo Indija, ki je ful v bistvu socialno, zdaj, ko mi to prevedeš, je socialno zelo gora. Družine dobivajo tako po 50 kg riža na mesec, čist normalno, kot social help. Se pravi, socialna podpora je ful močna dol. Ampak Indija, recimo... Ni do tega, da bi folk tam bil lačen, da bi umiral. To so časi, to ni več. Sicer slums še obstajajo, recimo tle, ker smo mi živeli nič tega. Tle, v bistvu bi rekel, v Indiji skoraj ni... da me na kdo zdaj... v bistvu, itak, da so, največ revnih je v velikih mestih, v bistvu, zato ker najbolj revnih hodijo tja, ker imajo neko iluzijo, da bojo v velikih mestih lahko uspeli. Ampak revnost je pa, moje mnenje, zato ker so neizobraženi in ne vejo, kako bi oni v bistvu z nekim normalnim jobom ali pa delom si omogočili vsaj tisto osnovni life, da ne bi tako trpeli, kot trpijo zdaj. Ampak oni poskušajo, da vse otroke izobraziti, une starši, brez staršev, in obstaja ful dobrodelnih organizacij, imaš od teh, imaš cerkvene, imaš neke duhovne pomoči, imaš te mednarodne, imaš iniciative od posameznikov. Recimo imam frenda Angleža, ki hodi in skrbi za, bi rekel, lokalne slikarje, ki ful dobro rišejo. On od njih nam rekel dosti pocen, ampak recimo po 15 € odkupuje sliko. In se pravi, odkup od vsakega 5 do 10 slik. Zdaj, ampak 15 € ti v Indiji omogoč, ali pa takmu fantu, ali punci, kdo je narisal, je artist, omogoč lahko mesec do 2 življenja. Ker je dol vrednost rupije ful močna. Veš, ti dobiš za to čuka neki rupi, ampak čuka rupi si mrske, recimo, najem naše hiše bil 4000 rupi na mesec. To je koliko evrov, če zdaj, da ljudje malo vejo? Se pravi, koliko sem rekel? 4000 rupijo. 4000 rupi je 70 €. Znači, In to je dvonastropna bajta, ki ima 200, se pravi, vsak štuk ima okoli 100 kvadratov, plus terasa ima 100 kvadratov. Ogromna bajta. Ogromna bajta. Spravo obnot ni, da ni. Ja, nič posebenega, tako po videzu stilu, pač tipična indijska. Ampak to govorimo prej, pa smo mi svojo hišo naredili, druge. Smo kupili eno manjšo indijsko, pa smo ti zrihtali pa tako. Tako da mi imamo zdaj tako bolj Eurostandard. Ampak za začetek hočem povedati, kakšne so cene. Pol stroškov imaš ti elektrika, pa vode, praktično, če smo plačali za vodo, stroškov bilo 30 € na mesec. Uno na Enmino gospa pobirala, pač lastnica je bila ena ful fajna gospa. Mislim, da smo na 3 mesece plačevali, da sploh ni ona videla, da smo mi v redu, da to laufa. Kaj sem pa hotel povedati? Koliko je vrednost rupije? Recimo, en kokos pride, recimo, če imaš res kokos, ti ful pomeni. Pa je približen evro. Je 70, to je kar, jaz sem ga v Kamerunu jedel za 10 centov. Kokos. Ja, kaj pa Afrika? To so pa vse razlike. Vse mogoče v Indiji so stvari dražje, ampak je rupija toliko več vredna, zato da, veš, napram recimo našem svetu. Je pa težko zaslužiti toliko denarja, če si tam nižji razred pri njih. Recimo, jaz, ko sem bil pa DJ, sem zaslužil, ne vem, na en set sem zaslužil 5000 rupi, to je bilo live za 2 meseca, čez 3 mesece se vidimo, ampak tudi več. Mislim, lahko da je bilo več, jaz sem se spomnim. No, pa sem je pa najdel za filme, za statirati. Kaj ta Bollywood njihov? Seveda Bollywood. Oni pa belce ful rabijo, ker so filmi tudi moderni, pa rabijo za turiste fejkat, pa rabijo za zgodbo fejkat, veš, kaj Indijci so ipak mednarodni, pa tako. Mislim, ipak ful bolj, ker mi klejaš, mislim, Indija tam. Ne, Indijci so po celom svetu, njih je milijarda, koliko 700, njih je posod ful. Jaz sem bil zadnjič v Ljubljani, slišam modeli, čakaj.
Tako moram, excuse me, are you Tamil? Pa je bil list tam, ko smo mi. Yes, ja, sploh ni dojel, da ga jaz razumem. Sem ti pa razumel, srečno vlane. Pa Indice je 28 razlikov, pa lihune sem srečal. Je energija. Ne, ful je zanimiv. Ja, okay, seveda se me najde. Ja. No, in kot sta ti zaslužiš tako najmanj Jurčka 100 do Jurčka 200 rupi, kar je skoraj pol delavske plače indijske. Jaz sem bil pa tam 3-4 dni, jaz sem prišel na 4 ure. Cool. To ima pa smisel, veš. Tako da sem pa dejansko so me parkrat klicali, plus ker je Auroville pač tak plec, ker živi velik non-Indian, pač je non-Indian population in so tam družine že 30-40 let, tudi rojeni so tam mulčki, reveljančki in te fore. In veliko folka si tudi sem pa kaj, nam rekel služnar, tako, ampak dopolne svoje finance, ki mogoče niso tam toliko visoke, ampak lej, že 2-3 dni na snemanje, pa imaš nek lušten budget za, ne vem, až si imajo pa močne motorje. Ne. To je pa tam, to je pa religija, tam so pa motorji. Ja, tam avto, vsi so z motorji. Avto je skoraj brez veze, ampak motorje pa. Vsi so z motorji. Lej, tak tank ima, toliko benza. Ja. Tako da, ja, pa so me pa prosili, če bi jaz organiziral. Ker belci pa rekel, dalej, but you're foreign, you're white, people will trust you more. Zato je ta moj agent, ne? On bi tak majhen Indiček, tak tipičen. Prišel prvič k meni, sploh nisem vedel, kva hoče, neki. Sem rekel, kva? We're doing the film. Kak film? Kva? Film. Film? Kako, da me zdaj bal. Mene je najdel agent iz Hollywooda. Glavna vloga. Ja, sam smo šli statirati za najdražji film indijski vseh časov tisti moment. Tako da smo pa spoznali tega glavnega zvezdnika in vse je to en res en car, Rajinikanth, ja, in on je največji zvezdnik Južne Indije. Oni to fuločijo, tako da njegove filme gleda cela Indonezija, Japonci, seveda vse prevedejo in tako. Tako da sem pa videl, to je no joke, stari, to je biznis. Je pa tako, ni bilo skozi tega. Ne? Sama so taki, meni so oni taki, pa ne mene robe razumeti, taki cringe. Ja, ne vem, oni so taki prav cringe masteri, prav un. Lej, saj cel svet cringe v bistvu. Dobro, samo oni so res cringe. No. Čakaj, jaz vidim te Korejce, kaj so prej, ne, 2 let nazaj smo imeli ful Korejcev v Kranju, ne. Čist normalno, zato imam tudi na vidku korejščino in japonščino. Si došel tako preprašati, ja. Čist normalno, sem rekel, kaj pa če kako... Kaj sem rekel, meni so oni zanimivi, sem ne vem, kako bi stik vzpostavil. Oni se pridajo, se sedajo, naročijo piva, spijo pa grejo. Nič, tudi ne gledajo okoli nič. Ne? Jaz pa gledam te ful južno-korejske filme, pa serije, že kar 10 let spremljam. Až to ni zdaj Squid Games, jaz sem pa odkril južno-korejsko produkcijo, kako sem cool. Ne model, oni imajo tako produkcijo. Mislim, Slovenija, lej, čez 30 let naumela tega. Sorry vsi. Ne, si tudi Francija mogoče, ne pa. Francija je... Ja, ampak ne, oni so res ampak drug stil. Oni so res bolanci, no. Ja, več ne hecajo. To je, ja. Ja, ampak se Indijci pa tudi, ampak na drug način. Filmi so dolgi 3 ure, 3,5, zato ker je 6 videospotov, ki so dolgi po 7 minut komadi. No, za ta naš film je delal model muziko, jaz ga nisem srečal, ker muzika je bila pač postprodukcijsko narejena. A.R. Rahman, ki je dobil Oskarja za... Kaj je že bilo? Pač je njegov champion movie. Okay. Kjer je v movie? V glavnem Rahman. Ja. No, on je en glavnih producentov glasbe v Indiji. Tudi nastopa, tudi pa, mislim, ni da ni. Kaj dobil Oskar, več je šokiran, ni znal govoriti. Njemu je dar govora zginil. To je bilo ful zanimivo. Ja, no, se da dobi Oskarja tako, a veš. Ja. Ok, zdaj, ki so lik pri filmu... Nekaj se govori. Nekaj se šušlja po ulicah Krana. A se? Ja, nekaj se šušlja. A sem ti jaz povedal? Ne, bilo neka ptičke šušljajo, da se nekaj dela. Ok, v glavnem, ampak s filmom, da gre sam pred temu še na neki. No, sam pred temu, sam tako, da ima uvod. Ti si se prvi srečal v Indiji s filmom? Ne. Ne, že v Sloveniji. Že v Sloveniji. Ampak kot, recimo, zdaj ti si scenarist, ne? Rekel, ja, zdaj sem scenarist, zdaj lahko rečem uradno. Režiser, verjetno, scenarist. Pride še ta del. Ok, ampak pač tako. Ja. A si to že skozi imel nekako, ker si slikar, glasbenik,
DJ, igralec, vse stranski umetnik. A ti bil skozi ta film tudi nek odzad? Lej, jaz včeraj sem se s Frenom pogovarjal. Zdaj skozi govorim, ta scenarij, ki bomo zdaj šli v realizacijo, je scenarij številka 2. Okay. V slovenščini. Sem šele zdaj dojel. Ja, zapisal sem en celovečerni scenarij, pa sem ga odložil, ker ne mogoče brez budžeta. Tega zdaj smo rekli, no budget, all in. In imamo tak delovni slogan in imamo kar lepo število sodelavcev iz vseh vetrov, ki bojo igrali, snemali, nastopali v tem zanimivem projektu, kjer je scenarij številka 2. Ampak obstaja pa še scenarij številka iz Indije, ki ni bil številko označen, ker sem že tam jaz imel to neko idejo o tem, da bi se s tem ukvarjal, in če se ne bi vrnil v Evropo, jaz mislim, da bi tudi to začel tam početi. Mogoče bi celo šlo lahko hitrej, ker sem se vrnil v Slovenijo, sem se pa spet začel ful na hard z muziko ukvarjati. Češ, tukaj imam že narejen nek brand, v bistvu imam to ful rad, bila je tista obletnica. Si na stranski tirdal, ne? Nisem niti razmišljal, ker pa sem, Evropa, jaz sem tle rapper, DJ, cool mi je, folk me sprejema. Padaš noter, ker padaš not spet. Ja, pozabaš. Tudi slikat sem nehal dosti hiter, ker v bistvu tle čas čist drugače lafa, kot v Indiji. Ker dol si dejansko lahko vzameš čas, ker ti ni treba, tle je res ful drago. Ta naš life evropski. Ali pa Slovenija, da je ostalo Slovenija. Tle je res drago, Slovenija je tako draga, zato ker nam v bistvu nudi, bi rekel. Ne? Pa tu mi je, dalej, ti bi lahko ful več delal, ti bi lahko ful več zaslužil. Pa stresa. Mislim, odvisno kak si, lahko se pustiš te stresirati, lahko pa, veš, sej ti se odločaš v lifeu, kako živel. Ne? Lahko se greš hard business, pa pišeš knjigo, kako si izgoril, lahko pa se ne greš tega, pa njam. Ne? Mislim, jaz ne sedim doma pa meditiram ala, ne vem, Hare Krishna, ne vem kaj. Ne? Jaz vidim Hare Krishna z odra, kot DJ, pa nozarola Hare Krishna, pa se ustavimo, pa plešamo. Ne? Živo, oni vejo, da jaz vem, da oni vejo. Ja, ampak overall je še kar, okolje je že tako, mislim, lahko se ti odločaš. Lej, po eni strani Slovenija živi tako kot v srednjem veku. Tukaj imate davke, naredite, plačite in to je to. Tukaj imate te dobre, tukaj imate se slabe. Kiri so komu boljši, za te boste vi sami volili. Oni bojo za vas skrbeli. Takole. 7 jurjev imajo plače. Zdaj. In noben se ni odpovedal plače. Ali pa vsaj unmu bonusu, ko oni ful delajo. Pa kaj kurec oni delajo? Cel dan bluzakajo. Pazi, cel dan si kako on dober life živi? Njegov dober life politika v Sloveniji, moški, ne ženska ne vem. Zjutraj vstane, mora se vštimati, zategne si kravato, da tlega. No, in pa gre kam bluzakati v službo, jaba, vi tisti, mi bomo, kako. Nabija v prazen neki, pa na koncu, ne vem, 2 meseca volijo neki, pa se eni zvolijo neki, pa drugi pridejo pa spreti. No, pa gre pa na kosilo, slaba hrana, 100%, noben ne je zdrav, se jih vidiš. Pride dan dosti pozem, po mojem, žena, drugi otroci, tisti 3/4, drug dan isto. Kakšen life je to? Life politika v Sloveniji debil. Sorry folk. Obstajajo po moje redke izjeme, ki zihar so, ki 10% vsaj more prevagati, da naj vsi v njih gluparali čist, 10 jih more vsaj toliko bremzati. Žal je, da jih more toliko bremzati, da oni čist ne ponorijo v svoji psihopatskosti. Lej, kar neki, izzivamo mi Rusi. Kaj boste vi z Rusijo? Vi nimate tle, še cest niste naredili. Vsakeč, ko pripizdim iz tunela, tlele, da gremo v Kranj, kurba me rukne, tam 2 lukne sta. Točno vsi veste, ko se v Kranj vozite. Ko priješ z tunela ven v Ljubljani, tam sta 2, če ne greš po pretihvalnem pasu, 2 lukne sta tako, da ne veš, ti bo guma utrgal ali ne. Pa dejte to zrihtati. Ne ti meni, kao ti v Rusijo tam neki pomagal Ukrajincem. Pomoč lepa, ne se duvat, mi bomo zdaj. Ja, kaj bo boš? Ti naš nič. Kaj veš ti v life? Ja. Nič ne veš. Tam imaš eno plačo in pizdiš, ker si se naučil psihopatsko stvari. Ja, prvavi državne pipe. Bod vesel, da smo budisti, pizda, kaj bi te prišli. Res. Me je folk hodil med kojdom. A veš, kje živijo, ti povemo, ti gremo. Kako imam jaz tem, pizda? Jaz sem pis, Gandhi, jo. Pojte sami, ni moja stvar.
Jaz ustvarjam, jaz film pišem. Jaz sem svoboden, stari. A si Ja, svoboden? in ja. Se sliši se weird. Ne, se to, ta beseda je Ker fulsko. svoboden si, lej. Ker jaz tudi čutim to Kje svobodo. si svoboden? Až tle se moraš, a si ali nisi? Ja, tako. Siguran še delam na čem, siguran je napred. V bistvu je evolucija duše, ni evolucija denarnice tamle. Jebite se z unim denarjem, lej, fuck you. Ampak mi bomo ustvarjali, lej, vse bo crknilo, lej, jaz sem ustvaril CD, pa je bil lockdown, brez keša, kam pa zdaj film bom snemal. Povlekel si neki ven. Ne, ampak ja. Gremo dalje, ustvarjamo. Mi smo začeli ta podcast med korono. A veš, kaj to je? Ful imaš dobre goste, by the way. Ja. Malo več baby sam. Ja, to mi folk prav pizda. Ja, lej, ženske so, lej, stara Grčija, veš kaj so naredili? Dokler se niso deci, ker deci se skozi fajtajo, skozi. In so se babe zmenile, namo dale fukat, dokler bo šit. Sam vojna, sam kri, sam slabo. No, te dobili zajebat. In niso, so se držale. In so tipičen teden ali meseca, koliko. In to so še pol druge države po svetu, ene, dvakrat v zgodovini že ponovile. V glavnem, če bo kdo spremenil, bo kaj ženske. Tole, te deci, to oni bi se sam tepali. Mislim, kaj ima pa tega? Sam bile unar, pa ne vejo, kaj bi z njem pa. Ego. Ne, deva, kaj me samo zanima za ta film? Ja, praši. To pa zato, ker me zanima. Ne? Pač, super. Ja. Pizda scenarij, res težko napisati za celo večerca. Ja, pa ne. Sploh zdaj ugotavljam. Ja, pa ne. Ampak, okay, vse ne rabo zdaj izdajati, nekaj bomo se izdajati. Lahko se pogovarjamo o tehničnem aspektu. Ja, vse to. Ja. A si ti mogoče to na kakšni true story varianti? Ne, čisto je zmišljen, full tak, nam rekel fantazijski, da me nekdo razumel, da bo pol fantazijski. Mislim, je fantazijski, ni pa science fiction. Ja, ni Star Wars. Ne. Mislim, lahko je drugačen, ni vesoljski. Komet je padal na krana. Ne? Mislim, nam rekel, da ni ne bom nič vsebini govoril, je drama satirična Okay. Zgodba. Pač kao resen film, resna zgodba. A je. Ja, lej, a vidiš, pogovarjamo, malo resno debato, sem pa kje se pa lahko. Ja, sarkazem, ne? Ja, mislim, ni napisan sarkastično, je dosti življenjski, je pa zabaven. Taka zgodba je, ki bi jo jaz želel v kinodvorani pač pogledati. Se pravi, si pisal film zase? Itak, po svoje. Se izhajam iz sebe, tudi glasbeno. Ne? Ja, ne si, a veš, dajmo narediti nekaj, kar je folku všeč. Se pravi... Ne, pleaser, jaz ne znam biti pleaser. Ne znam biti, tudi glasbeno, jaz ne znam biti rej ali pa plestenjak. Zdaj pa jaz napisal, da bo punčkam fajn. Ja, punčkam fajn. Pa je Jan Serčič bo skup komand naredila, bo punčkam fajn. Prva vrsta, rokce, pa še mal harmonike, kje ste Modrijani, featuring, wiki, Mario, mi smo na oddaji. Fuck you, motherfucker. Lej, jaz smo tle komad, recimo... Lepote moje, dobrodošli v podcastu. Komad imam gor, recimo, model ima hijeno. Prej sem ti hotel v afriško zgodbo leteti. Pa ne vem, če ni lih v Kamerunu ta model doma, ki je mene inspiriral, da naredim ta komad. Namreč, fotograf, en Čeh fotograf je bil enkrat v Afriki in je tam nek potujoči šamanski cirkus, kakao prodaja zdravila. Ne? Enkrat na let imajo sejem, ki jim zmanjka municije za jesti, za piti to. Oni naredijo spektakel. In sem jaz to na internetu videl, pač nek dokumentarc, kako je on dejansko prišel do njih, po fotku, pač, in je naredil ene fantastične fotografije, ker ima vsak posameznik pol tega cirkusa eno žival, tako, ki ni čisto navaden, da jo imaš. Ne? Tam ima en kobre čez, ali ko ima une neke res... modeli grejo tako grmovi, prav iskati. Enkrat na leto. Te zafukneni, ja. Ja, ki pol pleše z njimi tam, nakazuje, ne vem kaj, pol mogoče jih tudi pojejo. Pač za neka meso jeste, beje kača, da bez za jesti. Šanc. Ja, ne vem. Ja. No, on ima pa hijeno, stari. Tako glavo pide. Mene je to čisto fasciniralo. In pa smo bili enkrat pri Kukli na rojstnem dnevu. 4 leta nazaj, se mi zdi. In en model, nekak je debata prišla na točno to. In začnejo si poslušati o tej zgodbi in jaz začnem novno glas in si rekel, fuck model, pa to je komad.
model ima hieno. In sem bil komad v takem mal, ni afro-žanr glasbe, ampak tak nek rap komad, ki je tak, treba ga je slišati, no. Na tem žuru je bil zanimivo tudi Luka Mesec, ki ga jaz nisem poznal. Jaz tako malo sprašal, kdo si pa ti, pa tako nisi, pa prijem že na Luka, tako, až po vrst, ene poznaš na žuru, ene pa ne, pa tako je skupaj dosti vprašam, s čem se pa folk ukvarja, kdo si ti, ne? To pa sedi Luka s to punco, uno lušno, pa pravim, kaj pa vidva, s čem se pa ti ukvarjaš, pa cela soba utihne, a ne poznaš, pa skupaj, kva, ne vem, Ferrari voz, kva, rejli voznik. Kriptovalute? Ja, ne, Luka Mesec, jaz sem v politiki. Pa jaz ko, cool, ne, cool, dober zate. Pa se sam tako strano, so what? To meni to ni zanimiv. V glavnem, model ima hieno, a veš tako kar bam, komad preleti, narediš komad, ne razmišljaš zdaj, kar sem prej rekel. Da bo to neki noter v tem. Ja, ne razmišljam, a bo radio sploh vrtel, ali ne bo vrtel. V glavnem, imam en komad posvečen tem mojim supergam. In pa govorimo o svojih starih šuhih. In to zdaj ful vrtijo na Val 202, ker pač s tem se očitno folk lahko identificira. Komad je Groovy Sezuvi. In tako, no, življenje, a veš, to je ena vrsta moj dnevnik in ta moj dnevnik je zelo zanimiv, ker sem tak pretegnen model. Daj mi povej, Dalaj, kaj želiš s filmom narediti? Zato, ker imaš neko, pa ne neko agendo, ampak nek feeling, moraš imeti vse noter, nek ogenček. Mogoče to, kar sem Omar Nabarju povedal, ker je tudi povabljen za sodelovanje in bo menda zraven. Je rekel, dalej, kaj je namen, zakaj mi sploh bi posneli to zgodbo? Sem rekel, veš, Omar, mogoče zato, ker že naša generacija je, dobro, on je vse malo mlajši, v svoji generaciji govoril, dolžna en res dober film narediti, zato, da nam neroden, ko hodimo po svetu, pa se pogovarjamo o razni filmski produkciji, veš, sem gledal tis, pa Helen Mirren, koliko je huda, kva dela, ne vem, Liam, nisem že 10. film, ista zgodba, on še zmeri isto zgodbo, ugrabijo hčerko, on se maščuje, zmeri isto, ampak biznis. In mi to gledamo. Jaz skoro se film od Liam nisem napogledal, zato ko imamo special set of skills. A veš? In na srečo me enem kolom bejem praša, kaj pa slovenski film, kjer bi pa pogledal. Kam rekel? Kekec? Model? Ne dela? Jaz sem Kekca zdaj vse pogledal. Jaz sem šel... Dobro, zdaj to že nekaj let, ne? Jaz sem šel vse te filme iz otroštva še enkrat pogledati, zakaj bi... A veš, kaj funkcionira, kaj ne funkcionira, zato sem se začel izobraževati na tem področju. Prvo je bilo, kako napiše scenarij, oblika, a veš, font, vse to. Scenaristova vadnica varianta. Tako, potem sem pa, kaj je slovenska produkcija? Nekoč, slovenska produkcija zdaj. Ne? Tehnično zdaj slovenska produkcija praktično vse zna, razen neke hude animacije, ni keša, zato je predrago. Recimo, Srbi imajo dva... Vse infrastrukture tu take. Ja, recimo, prej bi lahko to v Indiji dosegel, ne, tam z nekimi budžeti. Ampak, skoraj vsak mulc, ne, vsi imajo telefončke. To že lahko nekaj narediš. Recimo, Steven Soderbergh 2 filma posnel na iPhone. Cela filma, what the fuck. No, v glavnem, kamere so zdaj praktično dosegljive takole. V bistvu, kaj najtežji, dobiti dobrega tonca, da ti tam 30 dni s tabo okoli hod, tonski majster. No, tle smo zdaj mi. To je, po mojem, ker sem prej rekel no budget, po mojem edini budget, ko mu dali za tonca, pa maskerko, ne? Ker vsi ostali smo toliko zaupamo to zgodbo, ker sem si jo pretegnjeno zmislil, ker sem predstavil zgodbo, sem rekel, fakt, to je pa res dobra, originalna zgodba, neprepisana zgodba, dogaja se v Sloveniji, napisana na slovensko, vizualno, ja. In, lej. A si kaj, zato ker to je pač tvoj prvenec, ne? Ja, čakaj. Okay. Če rata, ko rata, je prvenec, seveda, prosto. Okay, ja. Če bo to ko rata, mislim... Rata. Vse je v tvoj glav že narejen. Narejen je, že sem imel scenarij. Ne, ampak tudi tako, vse ti vidiš kadre. Jaz sem tak šel, ponovati, ker se odločim za projekt, bam ga naredim. Pa i tak vidiš kadre že v glav, kako bo, vidiš že film, vidiš vse za... Mislim, sam še tonca. Čutiš ga, tonca. Več njih. Ba je slag plačen. Znam je šiht. A znaš bubice naštimati? Ej... Sam da naš igralka z uno antenco. So se pritožile. Po gazu. Znaš mi ena igralka rekla, veš, pa z unimi antencami na daljincu takole.
Pa me tudi daj za dane, pa kaj češ, če nima kam drugam naštimati. The best, true story. Ja. Vprašanje si imel, Ja, kaj sem že hotel vprašati? Ne, hotel sem v bistvu vprašati, ja. Ok, se pravi si rekel, film, cilj ti je to, da tvoja generacija oziroma Slovenija dobi nek tak pa tak film, ampak hotel sem to vprašati. Ja. Tvoj prvenec, koliko si živčan? Zato, ker nič. Ne. Nič, pa moraš biti malo živčan. Ne, veš, kje sem živčan, mi bo rata logistično ta folk skup dobiti na tisti dan. To je vse. Če nam to vrata, ni panike. Sploh. Koliko je ljudi, kaj imaš, skeleton crew? Čez 100. Kaj 600? Čez 100. Čez 100 igralcev. Ja. Is a lot. Ne, kar reč, kar povej. Hudo. You crazy man. Ja, you crazy man. With no budget. Yeah, with no budget, man. No budget, a vsaj jedel. Ha? Jedel bojo. Jo. Jedel papir bojo. Ne, to ni panike. To Okay, sem samo burek. Mislim, če ima kdo kakšne specifične, si bo mogel sam prinesti. Ja. Zdaj na alergije nam pa, to naj si sami. Ja. Ne, ampak drugače, a veš, dalaj velika dlik to. Ta pureness tega, da v bistvu niti denar ni toliko pomemben, zato ker mi vsi videofilmski glasbeni ustvarjalci, če bi gledali na denar, ne bi nič naredili. Ne dobrega naredili, ne dajmo tako reči. No, lahko bi blika politiki tam. Ti boš mene zdaj najel, da naredi dokumentaren film v naši firmi. Tele naši firmi. Vse je kar v redu firma. Se da zanimivo narediti. Recimo v neki firmi, ki se ukvarja z, bomo rekli, prodajo koles. Vse jasno. Okay. Ne, brez entuzijazma, smo v Sloveniji, kaj boš zdaj. Viš kaj? Tako da dej se na to vse. Po eni strani se da, se zdaj že dajo neki na teh razpisih, ko vidim, da glasbeni kolegi. Ja, na Kuklo sem mislil, ki je tudi filmska ustvarjalka, ki je dobila zdaj budžet za celovečerca in bravo, kratki film ne kar gut, ne. Ja, bil je... No, sestre, sestre, kar pogledajte si. Ja. Plus Tijana, kako se piše, Zijanič. Zinedine Zidane. Je ta film Prasica, ne, slabšalno ime za žensko, je the best film. Tako da, ne vem, Vinč je rekel, dalaj, to pa Kastin leva scena naredil, ta film je zdaj filmska leva scena. Tako da vsi, ko boste, popejte Prasico pogledati. Okay. Pejte si Prasico. Daj mi sam še to povedal, sam še to mi zdaj. Zdaj le bomo počas končali, Filip bo povedal. Ti što baš? Ne, Filip se zadere, Filip podal. Filip! Zdaj idem še v kino, no? Filip, mjezi. Ok, daj pa pred zadnjo. Mislim, jaz lagorim, ni pa ne. Ja, sej videl, lahko zdaj začneva podcast, ampak ja, dajmo. A bo? Smo dober. Spet sem začel nekaj drugega razmišljati. Se lahko Pavlo odrežeš ven. Ne bom, ni šans. Ene zvodi nam odrežil tega podcasta. Sam še to mi zdaj za ta film. A bo sneman kaj v Kranu? Nekaj bo, ja, definitivno. Kaj na Planin sneman? A moram vse že zdaj povedati? Ne, zato, ker pač jaz sem skozi hotel narediti film na Planin. Ne skrb, če bo toliko mal, da lahko še zmeraj 100 filmov. Daj tam na enki lah. A veš tam na Planin ena, recimo. Veš kaj je zanimivo? Ker v filmu je en moment, ki nekdo nekomu omeji neki. In zdaj mi ti že tako, kot da je, a lahko tam? Sko model, čak. Evo, vidiš, mogoče sem začutil prek telepatije tvoj scenarij in ga počas dojemam. Je pa tok. Ne, ful se veselim. Zaradi tega ful se veselim, ker ti si mi že razlagal, zato vem, da si ful z navdušenjem o temu noter in da je to nek tvoj nov obdobje življenja. Ja, ker me zanima na dolgi rok. A veš, imam drug let 50, ne? Let že star. Po tem štetju. Ne, sem 17, če niste videli. A niste videli? Kako se pa obnašaš, model? Kot politika v kurac pošiljaš pa vune, ta grde. Ja, valjda. Pa tudi derem se manj, ne? Razen... Ne, danes kar dober. Ja, kaj drugač. Kva so hodila povedati? Kri je igralska. Ne. Naslov filma. Kako? Kri je igralska. Kri je igralska. Ok. Tvoje novo obdobje je filmski obdobje. To ja. Ja, življenje na dolgi rok. Ja, to me zanima za naprej tudi pa. Tudi če ta film full faila, kaj najbrž nav, samo nares ga moramo, ko bo to hud. Dej, ko bote na seto me zvrca, no?
Ja. Če lahko pride malo pogledat, sploh lele v Kranju, ko boste... Sklejamo dosti simple scene snemamo. Vse za to. Ene kompleksne imamo, boš tim pol povedal. Ja, ok. Dalaj, lepota moja, hvala ti, ki si prišel, ki si se odzval srčno. Hvala enako, se kar nekaj skup Nekaj pa smo dala, nekaj smo pa dala. Malo Afrike, malo Indije. Tako. Unite. Malo sva naredila, vedno si dobrodošel nazaj. Vem, da boš definitivno prišel takrat, ko bo film od zunaj, ga bo kle hajpala, plus tega, da bo mogoče poj še se bolj poglobila noter v ta tvoj prvenec. Ja, z veseljem. Ja, Aha. Zakaj sem se nasmejala? Čisto hiter. Ko sem videl, imaš naslovke od vinilka, sem rekel, mogoče se kaj o DJ-anju pogovarjala in pač, ker jaz tudi DJ-am, pač nekoč sem na vinilke, če nam zmanjka kaj pogovorne teme, se obrneva sem in začneva o platah govoriti. No, in zdaj sva se obrnila... Je to Floyd Mayweather? Ne, to je George Clinton. Funkadelic Parliament, drugače je bil tudi producent druge plate od Red Hot Chili Peppers, kot zanimivost. Tam imamo Eriko Badu. Tudi 3 random plate sem vam potegnil, čisto, ki bi bile primerne za tale podcast. Jean-Michel Jarre, to bi se mogel v šoli učiti otroci, kva je sploh glasba, tudi v slovenskih šolah, mislim, Francozi po moje se. Erika Badu pa itak. Ne, če niste dosti poznani, pa kar pejte dol. V glavnem, hvala ti, ki si prišel. Dajte prosim lajkat, pa šera tale podcast, da nam pozabil. Podcast 33. Ufo. Mislim, da je 3-3. Až kaj catch? Jaz vem, kaj boš rekel. Kaj sem danes slišal. To je neka tvoja posebna številka. To je najjača številka na svetu. Ampak veš, kaj catch? Numerološka številka od Recycle Man je 33. Ne, to drugače. A vidiš, kaj je vse... zdaj na novo. Kaj je vse v vesolju, kaj se vse dogaja, kaj se vse prepleta energije, usoda, polhanenih gmot, ne vemo nič, pa vemo vse. Amo tako zaključali. Smo v studiu 33, dajte prosim, dajte šerat, lajkat, pojte si pogledat nov CD od Dalaja, pojte pogledati to. To pomeni, da je Recycle Man. Recycle Man, Recycle Man, se pravi človek, ki reciklira misli in reciklira energijo v pozitivo. Daj še zadnjo misel, da zaključi, da ti zaključi, nam je zaključil skozi. Kot je rekel nekoč, kaj mu je že bilo ime? Pa bomo sam stavk. Watch out for rocks and cracks. Step over. Ne bom nič več. Zbriš.